sonček, morje, plaža. Kje druge sva kot na rajskih otokih Tajske? V prejšnjih vlogih smo si že lahko pogledali Bangkok in pa severni del Tajske z džunglo. Zdaj pa smo v bistvu z notranjim letom poletela na Phuket in začenjamo z Island Hopping Adventurom. V tem vlogu si bomo pogledali Phuket z okolico. V naslednjih vlogih pa se odpravljamo na vse znane otoke. Ko Phi, Koh Lanta, celo do Krabija pridemo. Tako da krpajmo vlog in začnimo s tole dogodivščino. Tajska je res ogromna, mislim, predvsem dolga in naj je presenetilo, koliko časa sva porabila od severa do pač juga. Nekje 13 ur pa pol sva imela tranzita, namreč iz Paja sva se mogla premakniti do Chiang Maja, to je bilo nekje 4 ure. Potem sva imela notranji let, ki je bil dolg kar 2 uri in potem še v bistvu 2 uri po Phuketu. Tako da, ja, plus vso čakanje, praktično cel dan sva porabila za premik. To pa so medeni tedni, da moraš takole delati. Je pa je, če se seleš na drug konc sveta, pa imaš vso prtljago s sabo. Hotel so imeti za taksi 10 evrov za 600 metrov. Grab pa sploh ni pa več hotel priditi, mislim, sploh se njim ben javil. Tako da so rekla, je reč 600 metrov grejo lahko peš. Tokem pa že ne dam. Ne dam 10 evrov, mi ni šans. Kaj punča, srečen? Znaka predvsem. Po 13 urah pa pol tranzita. Ampak sem pa prešparil 10 evrov Gorencu, meni ponosen. In sva se lahko spočila, tako da so potem naslednji dan začela polna energija za nove dogodivščine. Zdaj pa malo sadja prodaja, pa še malo skuterje renta, tako za usp. Ja, na skuterju naju je ustavila tajska prometna policija. In da ne bo pomote, to se na Tajskem rado zgodi, kljub mogoče obratnemu prepričanju. Midva sva jo sicer zvozila brez zapletov, ampak zgolj zato, ker sva bila na to pripravljena. Na tej točki bi bilo smiselno spregovoriti tudi nekaj o pasteh rentanja skuterja na Tajskem. Prvič, obvezno imejte s seboj mednarodno vozniško dovoljenje. Vse več prodajalcev najema skuterja vas bo po tem dokumentu povprašala in vam ne bo želela rentati skuterja, če ga nimate. Če pa že ne prodajalci, pa vas bodo sigurno po njem vprašali policisti, ko vas ustavijo. Nama je dovoljenje pregledal in naju izpustil, medtem ko je par za nama imel le domače vozniške in sta dobila kazen. Drugič, imejte izpit za motor. Skuterji, ki jih posojajo na Tajskem, so bistveno močnejši, ekvivalent približno našim 125 kubičnim motorjem. Tako da vam naš izpit za skuter, ki ga dobite ob opravljenem avtomobilskem vozniškem dovoljenju, tam ne bo veljal. In to je jasno razvidno tudi iz mednarodne vozniške. Kazni sicer niso visoke, ampak vseeno, zakaj bi plačal, če ni treba. Tako da previdno. Našega piškota je čist skoril. Daj, kada skuterjem, kada feno klopla, vroče in bi letela in bi mi feno glava pihal. Meni je tako vroče. Kupila sva ledene vode, ja zdaj so vroče. Drugače sva pa prišla do zadnjega pragozda oziroma tropskega deževnega gozda na Phuketu, kjer si imamo par stvari za pogledati in če bova imela srečo, bova celo kakšno opico, kakšnega gibona videla, ker imajo tlele rezervat za njih. No, tako, evo, po razburkani in kar precej utrujajoči vožnji sva le dosegla Mopa Eng Waterfall oziroma slap. Do njega vodite ena taka zelo lepa gozdna cestica, tlakvana, pa malo netlakvana, skratka 5-10 minuten sprehodek, ampak kar je una kljukca na konc, kaj jo lahko narediš, je pa da se zdaj vrževa sem noter, pa malo ohladiva, ker je noro vroče danes. Glej zdaj tole, instant kulo. Pa še kar čist je tale voda, glede na to, da se ponad ful odstrane.
Dobro so nategnili. Prvič so zvišali ceno iz 200 batov na 400 batov po osebi, tako da so kar nekaj dali za vstopnijo, ampak so rekla, dobro, ni panike. Vse greva do Slapu, pa še tle je pač Gibbon Rehabilitation Program, se pravi, da imajo te opice, pa da jih lepo vidiš, hranijo, vzdržujejo, kaj jaz vem kaj, ampak je zaprt. Ja, kakor vidite, pač zaprt, porušen, zapuščen. To so bilo včasih štenge. Škoda. Se naj poznate, midva rada loviva sončne zahode, še sploh, če so na res posebnem mestu, kar tole absolutno je. Veliko budo so postavili na hrib, v bistvu na Phuketu, kjer ima cel pogled na otok oziroma zelo lep pogled na Phuket Town. Je pa v bistvu to tretja največja oziroma najvišja buda na celi Tajski. Buda je prekrita iz čistega marmorja, so pa v bistvu izgradnjo te bude začeli leta 2004 in do leta 2017 so zgradili približno 80% celotnega projekta. Pa le malo bolj obladljivo za snemati, kaj manjši. Ja, itak da mora biti zraven ta velzga še en zlat Buda. Sam to je neverjeten, pač z fotoaparatom ga sploh ne ujamem, celega noter, tako da... Ojoj. Te imaš razgledno točko. Ja. Opice so tudi, a ne? Ja, je treba paziti, prej so lihenjmo otroku čips ukradli. Bogi. Loj. Ja, lepo bi mu ukradli. Hotela telefon ukraditi. Pri Budi vas potem čaka še spektakularen razgled, pač lahko se sprehodite okoli in okoli in res vidite cel otok. Ja, idem pazi, opica zadnji. Ja. Nek se pa treba paziti. Ja, ko mrdečo ritko. Pač meni je sam strah tlele hoditi, ker je noč, nič ne vidiš. Vse šmi. Vse šmi, ja. Tako da ne bomo mi tole kamero rajš malo pospraviti. Phuket sva si vzela dokaj ležerno. Drugi dan je bil bolj namenjen lenarjenju, obisku lokalnih tržnic in uličnih stojnic s hrano, ter seveda kopanje na plaži ob hotelu z obveznimi sprehodi ob sončnem zahodu. Glede na to, da sva na otokih, je obvezno, da iz Pattaja prešaltava na morsko hrano. Le-ta je tukaj sigurno bolj sveža kot nekje sred džungle na severu. Ampak kljub temu previdnost ni odveč. Čeprav rakce in jastoge ter ostale morske dobrote potegnejo kar takole direktno iz akvarijev, midva vedno preventivno vzameva kakšno kapsulo aktivnega oglja. Da bi malenko zamikali, da bi šla na zelo znan Patong Beach, prestolnico nočne zabave na Phuketu s klubi, razigranimi množencami, vendar sta upokojenca v nama protestirala. Tisti, ki se bližate 30 ali pa ste že tam, boste razumeli. Sva pa tretji dan izkoristila za še eno dogodivščino. Obisk filmske lokacije James Bonda z vmesnimi postanki. Danes sva se odpravila na celodnevno ekskurzijo in v bistvu gremo na speedboat, cel dan nas vozijo s čolni, sva pa trenutno na zelo znani lokaciji James Bond Island. Zdaj vam bova sam na hitro pokazala, kva vse smo si pogledali, pa malo voiceovera bo čez, ker je nenormalna gužva. Tako da ja, pojmo si pogledati. Prvi postanek na James Bond ekskurziji je bila tako imenovana jama sladoleda, Ice Cream Cave, kjer je vrhunec ogleda stalagmit, ki izgleda kot topeča se kepica sladoleda. Iskreno, za nas Slovence dokaj podpovprečen ogled. Glede na to, da smo navajeni na lepote, kot so Postojnska jama, Škocjanske jame, Planinska, no, saj vidite, kam merim s tem. Takoj zatem pa že ogled slavnega otoka Koh Tapu, filmske lokacije James Bondovega filma The Man with a Golden Gun. Otok je del večjega območja Phang Nga Bay, ki ga krasijo te res nenavadni otočki.
Gre za ogromno kraško področje, ampak kaj več o tem v vlogu po Krabiju naslednjič. James Bonda so snemali leta 1974 in verjetno si ga večina izmed vas ni nikoli ogledala, tako da spustiva nekaj klipov iz filma. Otok je služil kot vilinski brlog glavnega nasprotnika gospoda Scaramanga, ki je tu planiral svetovno dominacijo. Ta najbolj famozna skala pa je služila kot ogromna solarna celica za napajanje celotne baze. Čeprav je v filmu prikazano, kot da je baza znotraj jame v skali, pa v resnici ni na otoku nobene jame. Premaknimo se naprej. Odpravili smo se na umeten otok, kjer nas je čakalo kosilo. Ste pripravljeni na tajske benitke? Prišla sva do otoka Panje in to je v bistvu 100% muslimanski otok. Je pa zelo zanimiv, ker je v bistvu mesto oziroma vasička bila narejena na vodi. In kot lahko vidite za mano, tile otroci dejansko igrajo fuzbal na vodi. Imajo pa zelo zanimivo pravilo, otrok, ki brcne žogo v vodo, jo mora iti pa tudi sam iskati. En punčov umesen komentar. Jaz ne vem, kako so fuzbal igrali v Logatcu, ampak vsaj na Gorenjskem je bilo to standardno pravilo. Torej, ki nabija žogo v 3 krasne, gre tudi po njo. Tako kot je bilo nenapisano pravilo, da v koncu igre ne odloča pač zadetki in vse to, ampak odloča tisti, od katerega žoga je. Ker ko ga je mama poklicala na kosilo, se je zabava končala. Tukaj za mano se mogoče veliko bolj vidi, kako so te hiške postavljene. Se pravi, zelo podobno kot v Benetkah na teh kolih. Question, how do they make electricity here? Electric, made under the sea from the mainland. Mi smo se tukaj zdaj ustavili na kosilu, ampak imaš pa poln teh uličic z raznimi trgovincami in podobno. Naslednja točka na agendi je bil sprehod s kanuji med temi majhnimi špičastimi otočki. Dobra stvar pri vsem tem je to, da ti ni treba veslati, ampak je v ceno vključen tudi veslač kanuja, ki te ponese povsod okoli. Ponč, se mi se nam jaz mogla veslati? To pa ne. To je pa lušten. Se pa spodobi, da mu na koncu daš nekaj napitnine. Med ogledom si ogledaš nekaj naravnih kamnitih struktur, nekaj lepih lokacij in se pelješ skozi manjše jame. Celotna ekskurzija se nato zaključi na enem od rajskih otokov, kjer si končno lahko privoščiš pivo ali koktejl. Predtem je namreč to prepovedano. Poleg tega se lahko tudi kopaš ali odločiš za enega od ekstremnih vodnih športov. Vse, kar gledate tekom najine popotniške serije po Tajski, lahko raziščete tudi sami, skupaj z nama. Če vas mika ogled tržnice na vodi v Bangkoku, obisk slonega zavetišča v Chiang Maju ali raziskovanje tropskih otokov na jugu države. Lahko vse to doživite še letos, saj organizirava potovanje na Tajsko. Vabiva vas, da se pridružite najini ekspediciji, ki pa ni klasična turistična izkušnja. Midva potujeva butično, v majhni skupini, do največ 10 popotnikov. Z dovolj časa, da destinacije ne samo vidiš, ampak zares začutiš. Brez hitenja od znamenitosti do znamenitosti, več pristnih trenutkov, lokalnih okusov in doživetij, ki jih sam težko najdeš. Skupaj z majhno skupino bomo raziskovali Tajsko tako, kot so jo spoznala midva in kot jo vidite v tej popotniški seriji. Ves čas bova z vami 2 slovenska spremljevalca, zato je potovanje primerno tudi za solo popotnike ali pa za tiste, ki se na tako avanturo odpravljate prvič. In verjemite, domov ne boste odnesli le lepih fotografij izpod spretnih prstov našega Ponča, ampak tudi zgodbe, ki bodo ostale z vami še dolgo po potovanju. Za več informacij obišči najino spletno stran www.pontsonc.com ali poskeniraj tole QR kodo na ekranu.
zapuščava Phuket. Glede na to, da je bil Phuket zelo turističen, sva sklenila, da poiščeva še kakšen ne turističen otok. Kam misliš, da se odpravljava? In Island Hopping Adventure se nadaljuje. V tem vlogu si bomo pogledali Koh Lanto, Koha, Koh Rok in potem se odpravljamo v Krabi. Na Tajskem smo trenutno v nizki sezoni, visoka sezona se začne nekje od novembra do marca, trenutno pa je monsunsko obdobje. Midva sva pričakovala, da ne bo toliko veliko ljudi na Tajskem, ampak so naju presenetile množice turistov, že zdaj. In ja, vse skupaj je ful zagužvan, Bangkok, Chiang Mai, Phuket in verjetno bo tudi Krabi. In res sva hotela malo oddiha, malo se umakniti na nek samoten otok. Hotela sva ene tiste prave medene tedne, da jih imava vsaj za par dni in našla sva pravi raj in to je otok Koh Lanta. Prvoten plan sva imela tudi, da si greva pogledat otok Phi Phi, ampak sva slišala od drugih popotnikov, da je tam tudi enormna gužva, poln turistov in sva rekla, nič, bova tak otok pol rajš kar preskočila, da imava prave medene tedne. Sva dobila najboljši prevoz iz pristanišča do hotela, pa ste zdaj tule. V glavnem, vozimo se od 10 do 15 na uro, prehitevajo nas vsi, še avtobusi. In v glavnem moramo narediti 12 km in s to hitrostjo moramo lih nekje 1 uro. Ali pa mogoče cel dan, se ne veš. Ta Google Maps ni tako neumen drugač. Čeprav v bistvu se vozimo ful počas, očitno tukaj pa vkalkulira vse te luknje pa to. Yes, evo, smo tle. Cool. Če pa tole niso pravi medeni tedni, pa tudi ne vem. Tale Koh Lanta mi je zmeri bolj všeč. Glejte, kakšno luškano hotelsko sobo sva dobila. Tole so najma naš cimer, ki so vedeli, da sva na najnem honeymoonu. V vsakemu hotelu imamo menva in so prvi, ki so dejansko kaj naštivali, tako da res lepo sva dobila šopek, pa tele rožice. Pa pridemo do najboljšega dela in sicer razgled ven, teraso in pa privatno plažico. Spet imamo probleme v Paradiseu. Tak pajk je. Se to je tako. Sploh ne kolega ven spravim. Ja, sorry, to ne moglo biti odprt, da ga sam bom puknem zmetlo. Sam ne bršt moj gruzak oplih. Zdaj bo dobila še cel kup enih komarjev in drugih zadev noter. Se veš, da boš mogel moj gruzak dvigan. Mislim, da je v kapi, ali lahko kapo najprej nekak. Ja, dej stran. Dej, ka se, sorry, kan cvilu. Zdaj na cvilu. Kaj, če ne bi imela 3 ure odprt? Aha, zadnji šel? Ok, zdaj je tam zadnji. In se ga moraš spraviti na drugo stran vrat, ker pod vrati ne more iti, ker je uno Ja, mi je jasno. Zdaj na uno posodo. Bi mu še zmer backup plan, da ga dam pod posodo.
Tako, zdaj bi ga pa mogel vrata odpreti. Itak, da je šel za zaveso. Zdaj ga pa res ne boš najdu, ja? Zdaj pa jaz gledala, če pride ven iz zavese. Zdaj pa imaš ponč, ko si rekel tele poročne zaobljube, da bi že vse bajke odstranjeval. Pa ne fucking takih, no ne me jeba. Zdaj imaš pa ultimate challenge. Niti ne vem, s kim podletu, no, da je to najslabiji v lifeu. Najslabiji, kaj je splezal na zaveso. Ja, jaz stojim na posli, ker dol ne grem, čeprav lahko tudi po stropu splezam. Oh my god. Talele Marjan je pa malo večji kot tale slovenski pajk. A ti spodaj gledaš? Lahko spodaj gledam, ja. A ti gledaš zgori? Kje ga vas zdaj najdla? Zaradi tega, ker premikam tole zaveso, pa se nič ne dogaja. 1 ura kasneje, pajka smo zgubili. Sem pa vsaj jaz splezala dol s posle. Pač to je najslabiji. Pač še ta gospodična s hotela je prišla z možakarjem, sta vse te zavese prerefetala, Pač ven sigurno ni šel, sva gledala na posnetku slow motion. Ni šel ven. Ampak ni mi jasno, kako se tak pajk lahko skrije, ker to je dobesedno tak z noga, more. No, trenutna situacija, zapiramo vse kovčke. Nič več na odprt. Mogoče sem tudi pajka not zaprla, gam čez 3 dni najdla mrtvega med cunami. To bomo še videli. No, danes po noči ne bomo spali. Gospa Naja je hotela potolažiti, pa je rekla, se pajk se vaju boji. Ja, tazga pajka se tudi jaz bojim. Nič važen. Koh-Lanta je res en tak zaspan otok, ampak ponujajo pač tako kot posod polhanenih ekskurzij. Tako da midva sva zdaj rezervirala ekskurzijo pač šnorklanjem in greva si pogledat 2 otoka. Koh-Rog pa Koha, tako da še malo island hoppinga. Prvoten plan je sicer bil, da greva scuba divat, ampak ja, jaz sicer licenco imam, pač Advanced Open Water Diver, ampak Alex pa le-te nima in za Discovery dive so pač cene enormno drage, pač čisto evropska cena oziroma še dražji kot v Evropi. Tako da pa tudi cene noče spustiti kaj dosti. Tako da sva rekla, nič, greva pa šnorklat. Mislim, tle je tudi fora tega, da je Koh-Lanta zelo majhen otok, kar pomeni, da samo ena podjetje v bistvu izvaja te diving potope in gor dol, tako da nimaš neki full placa za vse, enkrat, če je samo en ponudnik, tako da, jalo. Medtem ko se vam v zadju vrtijo najini posnetki raziskovanja morskega dna Tajske, pa lahko še kakšno rečemo o sami ekskurziji. Cene se gibljajo okrog 40 € na osebo in v ceno imate vključene 3 lokacije potopov. Pri nas je bil en pri Koh-Rogu in 2 potem kasneje na Koh-Haju. Potopi so si med seboj malenkost drugačni. Kot vidite, pri prvi ogromen koralni greben, ki je bil bistveno bolj pester kot pri slednjih 2. Sta pa tista 2 na Koh-Haju imela bolj pestro vodno življenje, se pravi več nekih živali, sva srečala celo nemota. V ceno je prav tako vključeno kosilo in vstopnina za nacionalni park. Celokupno gledano kar v redu izkupiček.
Smo pa na Kohaju imeli še eno prav posebno doživetje. Je pa ta otok znan še po eni stvari in sicer poglejte tole. To je Charlie. Charlie je varan. Charlie se rad sprehaja takole med klopcami in poje kakšno hrano od obiskovalcev. Charlie je zelo lep, ampak tudi zelo hiter. Zelo hiter, čeprav se morda zdi, da ni tako hiter. In tukaj je že Charlie 2, ki je ravno kar dobil kosilo. Naj vas vides ne vara. Charlie oziroma Komodo dragon, kot so bolje poznani, ima zelo močen ugriz in predvsem ni strupen, ampak ker ima toliko bakterij med zobmi, znate fasati kakšno dobro infekcijo, tako da ja, ne jih božati. Piko, tale pa je velik. Joj, ker ima vmes strah. Je bilo pa tehle Komodo dragonov včasih baje tukaj na Koroku ful velik, zdaj trenutno je pa samo en velik pa en mičken. Mičkenka pa še nisva najdla. Še dve prikupni stvari najdemo na tem tajskem otoku. Prva so teli rakci v školjkah, ki so res ogromni, v primerjavi pač s tistimi na obalah Jadrana. In pa en redkih prizorov, in sicer, ko se slap izliva oziroma pada direktno v morje. Zares fantastično. Je pa ena stvar ful fajn, bencin prodajajo kar takole ob cesti, pač malo tamle coconut milkshake delajo, malo pa zraven tudi bencin prodajajo. Ampak kar je najbolj zanimivo, telih stojnic je tako milijon po celi ulici, ampak tudi en bencin nima iste barve. Bom zdaj pokazala. Malo bolj oranžkast, verjetno ni dosti pil vode, pa dehidriran. Pač to natočiš neki v motor pa gre. Malo rumeni, malo... To ti ne razumeš, to so različni oktani, a veš. Ja, siguren. Ja, valjda. Je pa naš hotel daleč najboljši. Mi delamo vse, se pravi, prodajamo sobe, hotele, imamo motorbajke za posojo, imamo bencin, lahko ti pa tudi cune odberejo. Ja, pa še ekskurzije prodajajo. Je pa še ekskurzije. Vse imaš. Imam občutek, da na Kolanti kar tako vsi vse delajo. Ja, lušten, ne rabiš nikamor iti. Potovanja je težko opisati. Potovanje je treba doživeti. Različni obrazi sveta, narave, kulture, ljudi in trenutki, ki ostanejo s tabo še dolgo po vrnitvi domov. Bi šli na potovanje, pa si ne upate sami. Nimate s kom. Ali pa preprosto nimate časa za organizacijo, iskanje preverjenih hotelov, ugodnih letalskih kart in res zanimivih doživetij. Ravno za takšne ljudi sva ustvarila butična Pont-Sonč potovanja, kamor vas kot slovenska spremljevalca zelo rada odpeljeva. Odpeljeva vas na destinacije, ki jih res dobro poznava. V Indonezijo, Jordanijo, na Tajsko, Novo Zelandijo in še kam. Najina potovanja so namenjena vsem, ki si želijo več kot le klasičen dopust. Gre za manjše, butične skupine do največ 10 ljudi. Premišljeno zasnovan program in izkušnjo, kjer je vse organizirano. Od nakupa letalskih kart do prenočišč in ogledov. Da se vi samo enostavno prijavite, potem pa le preprosto uživate na poti. A ja, pa še profesionalnega fotografa imaš ves čas potovanja na voljo. Nič več porezanih glav, le še izredno lepe fotografije za okvir. Ne glede na to, ali iščete bolj aktivno raziskovanje ali umirjeno potovanje, za vsakega se kaj najde v najinih razpisanih programih. Za več informacij obiščite najino spletno stran pontsonc.com ali preprosto skenirajte QR kodo na ekranu. Lahko pa nama tudi pišete na e-mail in z veseljem odgovoriva na vaša vprašanja. Nisva si predstavljala, da bo Krabi tako poln dogajanja in stvari za pogledati. Ampak ker nočeva, da bi bili vlogi preveč razvlečeni, boste namesto enega ekstra dolgega dobili 2 kratka in sladka.
Vse, kar se vam vrti v zadju, je krabi in skupaj bomo naslednjič spoznali, kaj se zgodi, ko te ujame tropska nevihta sredi pohoda. Ali pa to, kako posindeno izgledajo fletni tajci. Naroči se na najin kanal, da ne zamudiš izida naslednjega dela popotniške serije po Tajski. Živijo, sva Alex in Cindy, lastnika butične potovalne agencije Ponč in Sonč. Po svetu peljeva res majhno skupino ljudi, do največ 10 popotnikov, saj verjameva, da je to najboljši način, da državo zares začutiš. In kar je najboljše, midva zorganizirava vse, vi se samo prijavite in uživate. Pridružite se nama na potovanjih po Indoneziji, Jordaniji, Novi Zelandiji ali pa na Tajsko. Celotno ponudbo potovanj s programi najdete na najni spletni strani pončsonc.com.